Prav tako je tudi Friderikov sin Herman I, oče Hermana II, se poročil z Katarino Kotromanič. Njena sestra Elizabeta je bila poročena z Ludvikom Anžujskim, ogrskim kraljem. In že takrat je prva povezava z ogrskim dvorom. Mogoče, če omenim tukaj te mite, pa tole, da so razmišljali grofje o Jugoslaviji, pa o samostojni Sloveniji, to ne drži. Oni so pač bili ambiciozni, oportunistični, brezobzirni, pač so obrnali jadra tja, kjer je bilo več denarja, sploh kar se tiče denarja, kar ima sploh, pa Barbara. To je čas, ko se ljudje delijo na stanove. 19. stoletje je tisto, pomlad narodov, ko se izolikujejo narodi, so pač različne politične struje v različnih obdobjih na ta način to malo zlorabili. Res je, da so se povezali z bosanskim dvorom in srbskim dvorom, ampak ne zato, da bi ustanovili Jugoslavijo, ali pa potem Sloveniji. To pač ne drži. Pa res, da so večino Slovenije bila takrat v njihovi lasti. Tukaj je teh njihovih 125 gradov, kot vidite tudi na avstrijskem Koroškem, pa na Hrvaškem. In če je bilo vojaško najemništvo velik vir dohodkov, so tudi ta posestva ležala ob najpomembnejših trgovskih in prometnih poteh. Treba je bilo plačevati litnine, brodarine, tudi že Rimljani so računali cestnine za svoje ceste, zdaj imamo samo vinjete, se mi smo nič novega grutali. Takrat so pač mogli plačati. Spravi velik vir dohodkov, tudi to pa seveda vsa ta posestva, ki so hledili. Barbara 12-13 let, Sigismund je bil 25 let starejši. Tudi on se je rad zabaval in na koncilu v Konstanci sta povzročala veliko zgražanje moralisti tistega časa, ker Barbara se je zelo veliko družila z glasbeniki in s komedijanti. Sigismund je pa hotel ustrešiti svoji mladi ženi. Barbara je dobila za poročno darilo pri 12-13 letih 29 gradov od Sigismunda in ni bila samo doma. Ona je bila izredno sposobna za gospodarske zadeve, za finančne zadeve in je prihodke od teh posestev še povečala. In bila je tudi upnica svojega moža. Sigismund si je redno sposojal od nje denar, ampak ni ona kar tako posodila, ji je mogel dati v zastavo kakšen svoj grad. Pa tudi, na začetku je, ne vem, 2-3 listine izdala, potem kasneje zelo veliko listin in je tudi kljubovala njegovim odločitvam. Nekoč je poslal tudi svojega poslanca, da bo on rešil zadevo v enem sporu in ga Barbara sploh ni sprejela. Tistega poslanca, ona bo to rešila sama. Prav tako, prvih 7 let sta živela skupaj, imela sta eno hči Elizabeto, potem pa je Sigismund šel v boj proti Benečanom, ker so pa po Dalmaciji nekaj se na veliko razširili, in ko je pripravljal trgovsko blokado proti Benetkam, ker je on bil tisti, ki je določil, katera ladja bo lahko prišla, pa katera bo odplula, se je gospa Barbara naročala dragocenosti iz Benetk. In poslala poslance, tja, da bo te dragocenosti prinesli domov. Tako da malo je dražila, malo mu je kljubovala, ampak mogoče je bilo pa Sigismundu to tudi všeč, ker je bil tudi sam tak. Veljala sta za najlepši evropski par na Konstanco, na končin, ko sta prišla na božični večer, je bilo to seveda vse naprej pripravljeno, to je bila cela ceremonija, prišla sta sredi noči z spremstvom in Barbara je imela diadem, 60.000 dukatov vreden menda, zelo lepa, vitka, plavolasa. Pač tista dogajanja tam se pač ni mogla kaj dosti vpletati, ker niso dovolili. Malo prehiter se je rodila.